Kdo ne pozna gasilcev? To so tisti srčni ljudje, ki v primeru požara, raznih nesreč in naravnih katastrof pogosto izpostavljajo svoje življenje, da bi rešili naše. V izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu se jih vsako leto usposablja okrog 20 tisoč. Zdaj, v Sloveniji je po uradnih podatkih Gasilske zveze Slovenije nekje okoli 130 tisoč prostovoljnih gasilcev, tako da v to številko lahko štejemo tako mladino kot operativne gasilce, kot tudi starejše gasilce. Če vzamemo samo operativne gasilce, naj bi bilo po nekih podatkih med 30 in 50 tisoč. Ženske so ravno tako vključene, pri prostovoljnih gasilcih je ta številka večja, medtem ko pri poklicnih gasilcih sta pa zaenkrat samo 2 gasilki. Poklicne generacije v povprečju štejejo tam od 45 do 60-70 gasilcev. Velikokrat gasilci grejo tudi v razmere, ki niso združljive z življenjem. Če pa to narediš za nekoga, ki ga sploh ne poznaš, jaz mislim, da ni treba kaj dosti govoriti okoli tega, kakšno srce imajo. Ko pa enkrat stopiš na drugo stran varnega, smo pa na nevarni strani. Takrat pa lahko pride tudi do hudih poškodb. Smrtna poškodba je bila zadnja nekaj let nazaj, takrat v času tistih velikih poplav v Železnikih. Gasilci se pri svojem delu močno bojijo tako imenovanega ognja, ki preskoči, in povratnega ognja, ko je najprej videti, da je ogenj povsem pogašen, potem pa se z vso silo pojavi velik ognjeni zubelj. To, kar zdaj vidimo za sabo, je osnovni tečaj za gašenje notranjih požarov, modul A, tako imenovan. Na tem tečaju na 3 različnih točkah tečajnih, ki predvsem spremljajo razvoj požara, se pravi, na kaj vse lahko v prostoru naletijo. Povratni ogenj, tako imenovan backdraft, lahko nastane v prostoru, kjer je veliko neizgorelih dimnih produktov. Med najbolj nevarnimi je ogljikov monoksid, ki je zelo gorljiv oziroma eksploziven. In v kolikor je požar v prostoru zadušen, tega plina je v prostoru veliko in ob ostalih ustreznih pogojih, se pravi temperatura, lahko pride do vžiga teh plinov. Če si predstavljamo, da gasilec stoji na vratih, ko pride ta efekt skozi vrata ven, je za njega to sigurno lahko pogubno. Če je to neki hodnik, pa je hodnik kot ozek hodnik. Razmere v prostoru so v tem primeru že nezdružljive z življenjem, kar pomeni, da so temperature visoke, strupeni plini, se pravi dim in ostale mase. In brez osebne varovalne opreme gasilec v tak prostor ne sme. Temperature nekje na višini gasilca, kot smo videli na metru višine, je v tem primeru nekje okoli 100 stopinj, medtem ko pod stropom se lahko pa temperature tudi višje, od 400-500 stopinj, lahko tudi več. Že zaradi tega učimo oziroma je potrebno, da se gasilec giba čim bolj pri tleh, kjer so temperature za njega znosne. Največkrat res treba po vseh 4, če bi res človeka v takem prostoru noter ogenj ujel. To, kar vidimo, je nekaj osnovnih kosov opreme, osebne varovalne opreme gasilca. Lahko si tukaj pogledamo prerez osnovne intervencijske obleke, ognjevarna zaščita, se pravi zaščita, ki varuje gasilca pred plameni. Druga sredinska plast je paroprepustna in pa vodoodporna, kar pomeni, da gasilca varuje pred delom na dežju, hkrati pa omogoča, da gasilec oziroma koža telesa lahko diha. In pa notranja plast je pa termalna zaščita, ta je glede na ostale 2 plasti tudi najdebelejša, se pravi zrak, veliko zraka je noter, zrak je pa izolator. In
Ta obleka pa predvsem varuje pred prehodom energije proti telesu in ta je dostikrat tudi najbolj bistvena, če hočemo gasilca čim dlje v prostoru noter zadržati oziroma da lahko dela. Mogoče lahko izpostavim dva varnostna elementa. Eno je protiobodni podplet, pločevina, katera varuje gasilca pri hoji in v primeru, da stopi na žebelj, zavaruje podplet oziroma stopalo gasilca pred prebodom. In pa druga je varovalna kapca za predel prstov. Ta mora po standardu zdržati 200 džulov, kar po preračunu pomeni nekje 20 kg iz višine 1 metra. Če spustimo, mora zdržati, ali to je dinamična obremenitev, ukolikor pa želimo statično obremenitev, mora zdržati pa približno 1,5 tone obremenitve. Drug segment, ki je pri gasilcih najbolj pogost, so tehnične intervencije, predvsem prometne nesreče. In ena od zadev je tudi ta avto tukaj pred nami, kjer je zmečkan z lutko noter. Naloga potem gasilcev je, da poskušajo to osebo iz avta spraviti čim bolj varno oziroma čim hitreje. Avto moramo najprej stabilizirati, ker ob nestabiliziranem vozilu, kjer so vse trese, s tem tresenjem lahko dodatne poškodbe spet poškodovancu v vozilu zadamo. Je pa tako, da največkrat na terenu to reševanje vodijo reševalci. Gasilci so v tem primeru samo podpora. Pred nami je nekako najbolj univerzalno gasilsko vozilo. Gasilci mu zelo radi v žargonu rečejo kombinirka. Kombinirka zaradi tega, ker vključuje vse, tako veliko posadke, vodo ima s seboj, ki je največkrat še vedno najbolj potrebna za gašenje, in pa veliko dodatne opreme v teh tako imenovanih kasetah. V takem vozilu je električni agregat, rezervoar s približno 2,5 kubika vode, črpalka, penilo za izdelavo pene in oprema za izdelavo pene, razne napadalne cevi za gašenje, orodje za tehnične intervencije, očkari, razpiral, cilindrov za razpiranje oziroma stiskanje, ročnikov in tako naprej. Skozi cevi lahko priteče od 130 do 400 litrov vode na minuto ali več. V kabini se lahko pelje do 9 gasilcev. Če pa nosilnost same avtolestve nekje 270 kg, kar so 3 odrasle osebe. Za lestev ima na maksimalni raztegnjenosti možnost dvigance do 24 metrov, uporabne višine pa nekje 18 metrov, ker nikoli ne moramo biti postavljeni čisto zraven objekta.
delo gasilca je zelo raznoliko. Če bi šli štet poklice, koliko poklicev mora znotraj gasilskega poklica znati, mislim, da bi prišli kar nekje lahko na številko 15 do 20, s tem, da mora gasilec biti malo vodovodarja, mora biti malo tesarja, krovca, potem psihologa. Največja nagrada gasilcem po opravljeni intervenciji je največkrat predvsem hvala od tistega, ki si mu pomagal. Tako da plačil pri prostovoljnih gasilcih ni, tudi poklicni gasilci ne dobijo zato, ker so nekomu posebej pomagali kakšno dodatno plačilo, ampak je pač to njihova služba.